Torej, dobrodošli na novinarski konferenci predstavitev kandidatov Gibanja Povežimo Slovenijo iz Posavja. Danes v naši družbi podpredsednik vlade, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednik stranke Konkretno, gospod Zdravko Počivalšek. Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in podpredsednik stranke Konkretno, gospod Alojz Kovšca. Poslanec v Evropskem parlamentu, gospod Franc Bogovič in naši posavski kandidati, gospa Ana Nuša Somrak in gospod Rok Capel. Svojo odsotnost na novinarski konferenci sta opravičila gospa Boža Herek in gospod Janez Kukec, ki pa sta za vse vas pripravila video sporočilo. Tako, najprej besedo predajam podpredsedniku vlade, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsedniku stranke Konkretno, gospodu Zdravku Počivalšku. Lep pozdrav vsem skupaj, poseben pozdrav gospodu in gospe kandidatki Ani Nuši Somrak, ki bo pokrivala občino Krško, gospodu Roku Caplu, ki bo pokrival občino Brežice, predsedniku Državnega sveta gospodu Alojzu Kovšci, evropskemu poslancu gospodu Bogoviču, Franciju. Videl sem, oziroma lep pozdrav tudi županu občine Krško, gospodu Stanku. Lep pozdrav vsem podpornicam, podpornikom Gibanja Povežimo Slovenijo, vsem članicam in članom vseh 5 strank, ki sestavljamo to gibanje. Mi smo se tukaj zbrali vsi tisti, ki želimo odpreti neko novo pot. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti obema na nek način avtorjema, pobudnikoma Gibanja Povežimo Slovenijo, gospodu Marjanu Podobniku in gospe Nadi Pavšer, ki sta to zgodbo začela že kar nekaj časa nazaj. In moram povedati, da me iskreno in izredno veseli, da sem po peripetijah, ki smo jih doživljali v naši stranki, pred preimenovanjem, po združitvi stranko GLAS v stranko Konkretno in v vsem tem obdobju preživeli težke čase, našli partnerje, s katerimi smo sestavili in oblikujemo Gibanje Povežimo Slovenijo. To so Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka, Stranka zelenih Slovenije, Novi socialdemokrati in stranka Konkretno. Mi smo tako različni, ampak tako enotni. Različni na marsikaterem področju, na drugi strani pa enotni v tem, da smo prepričani, da je dovolj bolestne razdeljenosti Slovenije na ene pa druge, na leve, desne, bele, rdeče. Ni točke, na kateri ne bi znali mi tukaj v Sloveniji najti razlikovanje in delitev. In mi vsi skupaj, predsedniki 5 strank, zdaj verjamem in tudi dogajanje na terenu kaže, doživljamo to, da tudi naše članstvo sprejema odločitev, da je prišel čas do tega, da moramo naše poglede usmeriti naprej. V čas, ki bo pač za našo državo pomemben v tem smislu, da se na novo mešajo karte in da moramo potencial Slovenije združiti na enem mestu s ciljem, da bomo omogočili vsem ljudem pri nas boljše življenje. Nas je zedinilo na nek način strinjanje z ključnimi točkami našega programa. Enotni smo si, da moramo delati za gospodarstvo, za ljudi in za naravo. Gospodarstvo je tisto, ki je osnova socialne države in tudi osnova dobro delujočega javnega sektorja. To ne pomeni, da je bolj pomembno kot javni sektor. Pomeni pa, da moramo ustvarjati pogoje za to, da deluje. Slovenija je močna samo toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo. Na drugi strani smo se zenotili na temelju tega,
da zagovarjamo zeleni digitalni prehod in pa krožno gospodarstvo. Konec je obdobja, v katerem ali pa po katerem smo se oskrbovali s poceni energijo in izvažali smeti. Poenotili smo se na področju debirokratizacije, ki smo jo podedovali, je na nek način pod našo kožo, ampak če hočemo zagotoviti delovanje gospodarskega in javnega dela naše države, moramo tukaj stopiti korak naprej in odstraniti vse tisto, kar ni potrebno. In potem še dve ključni točki, na osnovi katerih smo si popolnoma enotni. Vsi skupaj zagovarjamo enakomerni in skladen razvoj Slovenije. Slovenija ni samo Ljubljanska kotlina. Jaz imam moje glavno mesto zelo rad. Se pa vsak dan rad vračam v svoje kraje. Ampak mi smo dolžni poskrbeti za to, da bomo imeli povsod po Sloveniji, še posebej pa v obmejnih problemskih območjih, približno enake pogoje za življenje, za vse. Želimo si in delamo na tem, da bodo mladi ljudje povsod lahko dobili delo, imeli dobro plačano službo, ustvarili poslovno kariero in formirali družino. V nasprotnem primeru, če tega ne bomo naredili, bomo Slovenke in Slovenci v 10 letih živeli v 4-5 slovenskih mestih. Zato je to eden od naših temeljev. Mene ste sicer slišali, marsikdo me je napadal, da sem rekel, da si želim, da nas bo leta 2030 3 milijone. To željo še vedno imam. In tudi mislil sem resno, ko sem to povedal, ampak sem želel poudariti pomen demografije za naš nadaljni razvoj. In tudi to je točka, o kateri moramo govoriti. Danes se, veste, država, meja brani z ljudmi, ki tam živijo, ne pa z orožjem. Čeprav nas nekje tukaj v bližini nekateri poskušajo prepričevati na nek način nasprotno. Še enkrat bi želel povedati to, da sem ponosen, da smo se zbrali različni, vendar enotni, v prihodnost Slovenije usmerjeni ljudje, ki smo na nek način združeni v 5 strankah. Naš cilj je, da na prihodnjih volitvah osvojimo dvoštevilčen rezultat v procentih in v članih parlamenta in mi bomo odločali, kakšno bomo imeli vlado. Mi se bomo odločili, koga bomo povabili k temu, da formiramo vlado in gremo po neki skupni poti naprej. To ni prepotentna izjava. Že sedaj lahko vidite, da noben blok, in hvala Bogu, da je to tako, ne more sam formirati ekstremno orientirane vlade. Zato verjamem, da smo v Sloveniji v največji možni meri prepoznali to, da je kljub vsemu potrebno pogledati naprej, ne se obremenjevati z levimi, pa z desnimi, pa z zgodovino, ampak iti po poti, ki vodi v dobrobit vseh Slovenk in pa Slovencev. In garancija za to je gibanje Povežimo Slovenijo. Tukaj bi želel povedati še eno stvar, da pričakujem, da bomo vsi iz naših 5 strank povsod podprli kandidate gibanja Povežimo Slovenijo. Tukaj nismo zdaj naši pa vaši, tukaj smo mi, Povežimo Slovenijo. In rezultat bo dosežen samo, če bomo v vsakem volilnem okraju stopili skupaj in vsi delali za našega kandidata. Zaključil bom s tem, da je za mene osnovni moto našega gibanja vsi za enega, eden za vse. Vsi bomo volili našega kandidata, ko bo naš kandidat voljen, izvoljen,
pa bo delal za vse, ki smo v tem gibanju. Slovenija gre naprej, Povežimo Slovenijo bo odločalo o tem, po kateri poti bomo šli. Najlepša hvala. Ministru gospodu Zdravku Počivalšku, najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije in podpredsedniku stranke Konkretno, gospodu Alojzu Kovšci. Hvala za besedo, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani kandidatki Ana Nuša Somrak in Boža Herek, spoštovana kandidata Janez Kukac in Rok Capelj. V čast in veselje mi je, da sem lahko danes tukaj z vami na predstavitvi zelo dobrih in obetavnih kandidatov za državno-zborske volitve gibanja Povežimo Slovenijo. Gospe in gospodje, ko smo na Brdu pri Ljubljani predstavljali svojo listo kandidatov, je slovenska skakalska ekipa v Planici dominirala nad slovenskim nebom. In takrat sem rekel v duhu športa in v olimpijskem duhu, da je naša ekipa Povežimo Slovenijo, pripravljena na politično olimpijado. V naših vrstah pod geslom fair playa, više, hitreje, močneje, dlje so zbrane prvovrstne kandidatke in prvovrstni kandidati, sposobni za zmage v vseh disciplinah, kar zadeva politiko in upravljanje z državo. Med nami so mladi, tisti, ki so malo manj mladi, taki z velikimi izkušnjami, z različnih področij, športa, kulture, prostovoljstva, kmetijstva, gospodarskega življenja. Naši kandidati imajo za seboj bogat življenjepis, popisan z raznovrstnimi uspehi. Nedvomno je ekipa Povežimo Slovenijo ekipa, ki je sposobna upravljati vse naloge, katere pred nas postavlja čas. Brez dvoma bo ta mandat državnega zbora zaznamovala velika svetovna kriza, ki preti, da bo nastala iz dogodkov, ki se ravnokar odvijajo v Ukrajini. Višje cene energentov, možno pomanjkanje hrane, razprtije v mednarodnem prostoru, mogoče se zakomplicira tudi v Južno-Kitajskem morju. Slovenija bo morala reagirati hitro, preudarno, izbirati strani in tudi stališča, ki jih bo zastopala v mednarodnih odnosih. V domači politiki bomo morali odgovoriti na vprašanja posledic COVID-19 in na vprašanja kriz, ki se bodo dogajale zaradi mednarodnih dogodkov. Brez dvoma je to ekipa, ki je sposobna ne samo sodelovati med seboj, ampak povezovati tudi politične stranke, ki so medsebojno v Sloveniji tradicionalno skregane. Naši kandidati so na soočenjih v javnih medijih vedno in vedno znova dokazovali, da so sposobni dialoga, da se ne želijo prepirati, da pa znajo odgovoriti tudi na neprijetna vprašanja naših sotekmovalcev. Iščemo sožitje, spodbujamo sodelovanje, pripravili smo veliko dobrih rešitev, ki jih nameravamo s svojimi partnerji izpeljati v prihodnji vladi in pozivamo ljudi, naj podprejo politiko, ki pomeni združevanje, ki pomeni upoštevanje različnih stališč pri iskanju skupnih rešitev. Nedvomno bomo vstopili v državni zbor. Ne dvomim tudi v precej visok rezultat in že vnaprej se veselim sodelovanja prav vsemi, tudi s tistimi, ki nas v tem trenutku zavračajo. Kot je povedal predsednik stranke Konkretno gospod Zdravko Počivalšek, ni možno voditi politike brez doseganja soglasja. V politiki nismo sovražniki, lahko smo nasprotniki, vedno in vedno znova pa moramo poiskati konsenz pri najpomembnejših odločitvah in kompromis pri tistih, za katere ne moremo zagotoviti konsenza. Našim kandidatkam in kandidatom bi zaželel uspešno predstavitev na volitvah, želim jim čim višjo podporo, želim jim, da po vstopu v parlament, v državnem zboru, dostojno in pošteno zastopajo interese okolij, ki jim bojo zaupala svoje glasove. Vam, spoštovane in spoštovani,
pa kličem oziroma vas naslavljam z besedami: podprite kandidate, za katere ste lahko prepričani, da bodo delovali v vašo korist in v korist Republike Slovenije. Hvala. Hvala predsedniku Državnega sveta, gospodu Alojzu. Tako sedaj pa besedo predajam poslancu v Evropskem parlamentu, gospodu Francu Bogoviču. Lep dobran, lep pozdrav vsem zbranim, tako tistim, ki nas spremljate preko Facebooka, seveda cenima že govornikoma, ministru in pa predsedniku Državnega sveta, še posebej pa gre pozdrav kandidatom, ki zastopajo gibanje Slovenije, Povežimo Slovenijo na letošnjih državnozborskih volitvah. Tu na moji desni je Nuša Somrak, ki nas bo zastopala v volilnem okraju Krško, Rok Capelj, ki zastopa gibanje v Brežicah, in pa tudi gospa Boža Herek, ki je v Laškem in je na prireditvi, ki je bila sklicna v istem času. Janez Kukec iz Sevnice se pa še ni izmuznil iz primeža COVID-a, kar je Zdravkoto uspelo, tako da ne more biti danes z nami in tudi nima enako podporo. V politiki sem že kar nekaj let, zdaj 88. leta smo ustanovili Slovensko kmečko zvezo, predhodnica Slovenske ljudske stranke, katere sem bil podpredsednik, zato z veseljem tudi se zahvaljujem Zdravko za to zahvalo našemu predsedniku Marjanu, ki je s to idejo prišel in tudi sam kot podpredsednik od vsega začetka zelo pozdravljam to gibanje, kjer se povezujemo različne stranke. Z nami je tudi Mirna Stankovna, župan, ki uspešno županuje v Krškem in skupaj smo tudi 98. leta bili takrat, ko smo v Krškem na nek način dobili zaupanje ljudi pa prevzeli vodenje občine in od 98. leta se v Krškem občina vodi po principih gibanja Povežimo Slovenije. Nimamo koalicije, imamo koalicijo za Krško, poskušamo se uskladiti v ključnih stvareh, kar nam tudi uspeva in veliko uspeva, ki je tudi v občini Krško do doseženih, izvira iz tega principa dela in pa iz medsebojnega spoštovanja. Tudi sam sem že zdaj dvakrat drugič bil izvoljen, sicer tudi s pomočjo preferenčnih glasov, ampak na listi dveh stran, ki sta znala združiti glasove. Vsi vemo, da je nobena skrivnost, nikdo se na to aritmetiko spozna, da je bilo tudi uspešno v smislu samih kandidatur, da smo skupaj naredili. Po drugi strani smo pa dokazali, da se znajo tudi tisti, ki se vseh stvarih ne strinjajo, iti na skupno listo. V Evropskem parlamentu se v bistvu prizadevam za podobne stvari, podobne poudarke, kot jih imamo tudi v gibanju Povežimo Slovenijo. Kot član odbora za regionalni razvoj in pa za razvoj podeželja, pa tudi ITRE, ki je energetika, se ukvarjamo z temi velikimi problemi in sam sem potem začel tudi s tem gibanjem pametne vasi, ker je bilo osnova tega poseljeno podeželje. Poseljeno je pa takrat, ko imaš izgrajeno infrastrukturo, ko imaš kvalitetna delovna mesta, ko imaš politiko, to, kar zagovarjamo tudi v gibanju Povežimo Slovenijo, ki se prizadeva za enakomerni razvoj države. Če te politike javne ni, se dogaja centralizacija, ker je to normalen proces, ker pač gravitacija vleče na ta velika mesta in zato je nujno to, kar mi poudarjamo in to je eno teh, mislim, da programskih poudarkov, ki bomo z veseljem tudi izpeljali. Že Lojze je omenil, zdaj časi so zelo nepredvidljivi, po drugi strani se v zadnjem mesecu, pa malce več kot v mesecu, zdaj tudi v Evropskem parlamentu pogovarjamo o samooskrbi, kar včasih ni bila glih najbolj zaželjena beseda, vedno bolj se pogovarjamo o osnovnih treh varnostih, vojaški, energetski, prehranski in tudi v tem delu mislim, da imamo odgovore znotraj gibanja Povežimo Slovenijo na številne vprašanje, predvsem pa imamo odgovor na to, kar bo ta čas zahteval. Zahteval bo neko umirjeno politiko, ki bo znala poiskati, kaj je skupnega, ne to, kar nas razdvaja, kajti pred nami so kar zahtevne odločitve, če bomo želeli na eni strani zagotoviti, da bomo vojaško varni, da bomo energetsko spremenili svoj sistem, da bomo brezoglična družba do 2050, hkrati bo pa potrebno se v ključnih stvarih dogovoriti. In to se lahko dogovoriš, če je politika na takšen način izvršena, kot govorimo
mi v tem principu, da se ne izključujemo, ampak da iščemo skupne rešitve, da je naš pogled usmerjen naprej, to, kar tudi vsi radi povemo in govorimo. Na koncu pridejo državni zbor poslanci, ki morajo odločati. In jaz sem vesel, da imamo v naših vrstah, kot je bilo že rečeno, odlične kandidate, ki so si že tudi napravili določene izkušnje v politiki. Ne vem, jaz tako mirno za kandidatko z Rokom se poznala, je sošolec mojega sina, tudi iz naše občine izhaja, poznam tudi njegove izkušnje, ki si jih s pridom in na hitro nabira v turizmu, zdaj tudi na Spiritu in vseh ostalih družbenih aktivnostih. Z Nušo, ki so se pa generacijsko bolj blizu, pa lahko rečem, da že vrsto let sodelujeva. Spoznala sva se tako, da je prišla mi na lokacijski ogled, ko sem delal hišo, se pravi, je bila na terenu med ljudmi v projektivi. Kasneje, od 98. leta, takrat, ko sem sam tudi izvoljen za župana, je pa nastopila tudi mandat svetnice. Od drugega mandata naprej, se pravi vse od leta 2002, pa tudi podžupanja v občini Krško. Prepričan sem, da so te izkušnje, ki so prepotrebne, to sem se sam prepričal, ko sem bil v državnem zboru, kjer smo takrat še smeli biti tudi župani in smo zelo hitro znali kakšno neumnost ustaviti, ki je prišla na dnevni red, da so izkušnje, ki jih tudi Nuša ima, zelo dragocene, pa je to bodisi lokalni politiki, bodisi kot članica predsedstva Slovenske gasilske zveze, predsednica zveze, poznavalka prostora, romske problematike, da so to zelo pomembne stvari. Naj pa zaključim tudi s tem, da pa je malce povezano z volitvami, malce pa tudi z dogajanjem, ki se dogajajo v zadnjih tednih v našem prostoru. Prepričan sem, da bo tudi Nuša znal dati po mizi, tudi da bomo umirili kakšen kadrovski tsunami, ki prihaja v naše polje energetike, bodisi iz Ljubljane, bodisi pa tudi iz kakšnega bližnjega okolja. In mislim, da tudi del tega, kar moramo v okviru gibanja Povežimo Slovenijo narediti, da bomo na odgovorno mesto resnično ponudili ljudi, ki imajo potrebne kompetence, znanje in zagotovo bo naš posavski prostor, kot je že igral v preteklosti, pomembno vlogo, pomembne investicije so se tudi speljale in z jedrsko elektrarno 2 je pred nami vsemi Posavci zelo velik izziv, kajti vsi skupaj se moramo pripraviti na tako 10 ali pa 7 milijardno investicijo, kajti to ni to energetska investicija, to je tudi investicija regije, ki mora se enostavno pripraviti na sprejem takšne investicije v prostor in zagotovo bo nekdo tak, ki je bil podžupan 20 let na občini Krško, zelo primerna oseba. Hvala lepa in veliko uspeha na volitvah. In pa to, kar je tudi bilo že danes izpostavljeno, smo en tim do volitev in jaz verjamem in upam in vse bom za to naredil, kaj v moje moči, da bomo en tim tudi po volitvah, da bomo znali potem odgovorno tudi te mandate, ki jih dobimo, z njimi upravljati in narediti res nekaj dobrega za Slovenijo. Hvala lepa. Hvala poslancu gospodu Francu Bogoviču. Tako, sedaj sta pa na vrsti naša kandidata, ki sta danes prisotna tukaj. Najprej bom besedo dala seveda dami, Rok, verjamem, da se strinjaš, tako da najprej gospa Ana Nuša Somrak, takoj za njo pa gospod Rok Capel. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je bilo že rečeno, sem Ana Somrak, prihajam iz Posavja, iz mestne občine Krško, kjer sem že 24 let članica občinskega sveta naše občine in pa 19 let oziroma skoraj 20 let že tudi podžupanja naše občine. To govorim zaradi tega, da imam kar nekaj let za seboj oziroma tudi kar nekaj izkušenj. V tem času sem delovala na različnih področjih. Začetek moj je bil predvsem na okolje in prostoru, kajti 30 let sem delala kot projektant v projektantski firmi, najprej 10 let na nizkih gradnjah, potem 20 let na urbanizmu, kjer smo osnovali številne dokumente tako za občino Krško, kot tudi širom po Sloveniji. Bila sem tudi avtorica neštetih odlokov, ki so krojili to prostorsko zakonodajo oziroma prostorske izvedbene akte, tako da mi je to veliko pomagalo tudi v okviru občinske politike, kjer sem nastopila delo že 98. leta.
No, nekaj časa sem delala nepoklicno, potem, ko se je Franci podal v zahtevnejše vode oziroma ko je odskočil iz lokalne skupnosti, sem preskočila pa na pomoč kot tudi poklicna podžupanja, takrat še sama. Tako da več kot 3 mandate sva bila skupaj, potem sem dobila novega župana, kjer že da 3. mandat tudi skupaj sediva, magistra Mirana Stanka. Tako da sem razširila potem tudi še svoje področje na sistem zaščite in reševanja, ker tako kot je bilo rečeno, sem gasilka od malih nog. Drugi mandat sem prevzela tudi vodenje Gasilske zveze Krško in pa regija sveta Posavje in pa seveda tudi članica upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, kjer zdaj tudi velike korenite spremembe delamo na področju preko našega ministra magistra Tonina. Seveda sem spoznala tudi druga vsa področja, veliko sem delala na področju sociale, veliko na področju tudi infrastrukture, tako da v teh 24 letih sem spoznala dejansko vsa področja in verjamem, jaz ne bom naštevala in tudi prav je, da danes ne govorimo, kaj vse bomo naredili, kot da do danes ni bilo nič narejeno. Svet se je vrtel pred nami, svet se bo vrtel zdaj in se bo svet vrtel tudi naprej. Sama sem izredno vesela skozi ta soočenja, namreč mi kot stranka, Slovenska ljudska stranka, ker smo se povezali v gibanje Povežimo Slovenija. Slovenija smo seveda kot ljudska stranka med sabo se kar dosti dobro poznamo. Naši, mi rečemo liderji, to se pravi, mislim predvsem tukaj Francija Bogoviča, pozna seveda tudi gospoda Počivavška, gospoda Kovšco in pa še vse ostale, gospoda Podobnika tudi sama oba poznam, tako da nekatere ljudi, ampak znotraj ljudske stranke, ostale ne, ampak vseeno hočem povedati to, da to, kar se dogaja in poudarki, ki so na Povežimo Slovenija, da je to gibanje, kjer bi res radi delali z roko v roki z vsemi 90 poslanci, ki se bojo znašli takrat v poslanskih klopeh. To naši, moji kolegi tudi vejo, da, kako je bilo tudi strani Bogoviča rečeno, pri nas v mojem mandatu oziroma v tem času 20 let, ker sem članica Slovenske ljudske stranke, prvi mandat sem bila kot samostojna oziroma sem prišla preko samostojne liste noter, potem sem se pridružila Slovenski ljudski stranki, dejansko delujemo kot večinska vlada, nimamo opozicij, se včasih pojavijo tudi drugačna vprašanja, dajemo možnosti, dajemo rešitve tudi tistim, ki mogoče nekatere probleme na terenu bolj spoznajo in niso iz seveda naših vrst, kajti mi imamo 11 svetnikov, ostalih 19 svetnikov je iz drugih vrst in vedno res delamo, lahko rečem, z roko v roki, brez dvigovanja glasov, brez nekih povzdigovanj. Seveda včasih pa je, kadar je širši problem, se pa moramo tudi tu poenotiti, pa tudi kako stvar pogovoriti. Sama bi vseeno izpostavila, da mislim, da bo počasi prišel čas, da bi izpostavili regije in pa seveda prenos določenih funkcij. Ne govorim predvsem okoli nekih projektov, kajti Slovenija lahko rečemo, da smo 2-milijonski narod. Jaz bi bila tudi vesela, gospod Počivavšek, da nas bo 3 milijone, predvsem zato, da bomo lahko zavrteli od rojstva do naših poznih 100 let, ki jih bomo še doživeli, da bomo lahko vso to verigo zaprli in dejansko si blaginjo drugače razdelili, kot imamo danes. Mislim pa, da je čas, da bi dejansko postala regija. Meni se je kar nekaj misli utrlo, oziroma sem tudi tako z gospodom Ocvirkom iz Sevnice in pa seveda s Francijem Bogovičem in pa tudi z našim zdajšnjim poslancem debatirala v tej smeri, da Ljubljana ne potrebuje tretjega ringa oziroma tretje obvoznice, ampak da potrebujemo razseliti po določene službe po Sloveniji in da se tisti, ki se zdaj iz našega okolja, iz Posavja vozijo v Ljubljano v službe, da se potem službe približajo. Mislim, da se to da. Ne rečem, da je to moja pobuda, s tem ste se že pogovarjali, tako da jaz verjamem, da bomo znali se pogovarjati, da bomo, sama se znam pogovarjati, se rada pogovarjam, se vidite, da veliko govorim in verjamem, da bom tudi v parlamentu oziroma v okolju Povežimo Slovenijo, da bom našla svoj prostor, v kolikor mi boste zaupali glas.
Moj moto je, da sem lahko srečna samo med srečnimi ljudmi in tako poskušam tudi delati ljudi okoli sebe. Vsak najmanjši problem posameznika, če je samo en, je to že problem naše družbe, mu je treba prisluhniti, ga je treba rešiti. In če rešiš posameznika, verjamem, da rešimo tudi širše probleme. Zato sem se tudi podala, zato sem tudi ta izziv sprejela. Bom pa seveda vse nas držala za to besedo, da se bomo med sabo pogovarjali oziroma da bomo tudi druge naučili, da se med sabo pogovarjamo, da imamo lahko včasih tudi slab dan in pa da seveda analiziramo stvari in jih potem pripeljemo do tiste točke. Seveda v parlamentu dvigneš roko med 90 ali si za ali proti, lahko narediš zelo veliko krivic posameznikom ali pa nam tudi kot celoto, zato je potrebno se predhodno dogovarjati in vsaka preglasovanja, ki so na meji nekega glasovanja, niso dobri, kajti če je 45 glasov, pa 45 glasov, to se pravi, da smo na polovici, ali pa če 51%, je še vedno potem 49% nekaterih ljudi, ki razmišljajo, da nismo dobro stvari rešili. Jaz ne bi šla po posameznih področjih, nalog imamo veliko, v Posavju delamo veliko, se povezujemo, mislim, da smo tudi ena izmed prvih občin, ki smo pred leti, ko smo umeščali številne državne projekte v naš prostor, znali 3 različna ministrstva povezati. Ministrstvo za gospodarstvo, potem Ministrstvo za okolje in prostor in pa tudi kmetijsko ministrstvo bilo veliko to vključeno, kajti objekti so se umeščali na kmetijske površine, pa ne samo to, da smo jih znali med sabo povezati, mi smo znali tudi različna ministrstva povezati, da smo bili prvi med tistimi, ki smo različna ministrstva povezali tudi pri izvedbah in prišli tako do kvalitetnih projektov v prostoru, na kar sem sama tudi zelo ponosna. Hvala lepa. Hvala za besedo. Jaz sem res izredno vesel, da vas lahko danes vse skupaj pozdravim v moji občini, občini Brežice, v kmečkem hramu Hrvolj. Dobrodošli, gospodarski minister, predsednik Državnega sveta, evropski poslanec, župan, dragi mediji, soobčani in drugi gostje, ter seveda sokandidatka na listi gibanja Povežimo Slovenijo. Moje ime je Rok Capelj in že 11 let živim v Brežicah. Imam prekrasno družino, 2 otroka, po izobrazbi sem magister organizacije in menedžmenta in že skoraj 4 leta tudi predsednik krajevne skupnosti Zakot Bukovšek Trnje. V gospodarstvu delujem že več kot 10 let na vodstvenih funkcijah, tako doma kot v tujini. In tekom mojega celotnega dela, ker sem se počasi vzpenjal in gradil svojo kariero, sem spoznal in se naučil nekaj. Da je predanost, timsko delo, trdo delo, sposobnost se pogovarjati, dialog, povezovanje, sodelovanje in predvsem ena stvar, ki nam danes v politiki in družbi zelo manjka, to je odgovornost do družbe, do države, do ljudi. Da so to tiste vrednote, ki delajo podjetje in konec koncev potem tudi družbo uspešno. Vem, kaj pomeni vztrajnost in požrtvovalnost v poslu. Kako s trdim delom lahko uresničim svoje izzive in cilje. Vem, kako je, ko se v življenju znajdeš pred izzivom, ko moraš čez noč narediti nekaj drugače, ampak s trdim delom uspeh pride. In vso to miselnost in svoje izkušnje želim prenesti v politiko. Želim si, da ta podjetniška miselnost pride na vse nivoje družbe. Danes kot mlad, 34-letni, gledam politiko in na konec koncev tudi družbo, kako je razdvojena, ko se vsi ukvarjajo samo s tem, kdo je levi, kdo je desni, kdo je bil prej tam, kdo je bil prej tukaj. To mlade in tudi na splošno družbo to ne zanima. Želimo in moramo stremeti naprej, moramo skrbeti za razvoj, moramo skrbeti za prihodnost, za mlade, za gospodarstvo, za našo družbo. Samo na ta način bomo lahko naprej tudi našim generacijam naredili dobro in uspešno zgodbo družbe in tudi države.
Zavzemati se moramo, da bo življenje v manjših krajih in tudi na podeželju postala prednost in ne bo ovira. Mladi morajo imeti možnost živeti v teh krajih, si ustvariti družino, zato bo ključnega pomena, da se nadaljuje proces decentralizacije in same debirokratizacije. Jaz kot bivši športnik sem celo življenje prebil različnimi športi in vedno pravim, da je šport in politika, da sta si zelo podobna. V športu moraš s predanim delom in predvsem z zagnanostjo in z odnosom do nasprotnika uspeti in s trdim delom ta uspeh tudi pride. In ko povezujemo tako politiko kot tudi šport, vidimo, da lahko z mladimi skupaj za dobro energijo naredimo korak naprej in da to razklano državo, ravno gibanje Povežimo Slovenijo, z sodelovanjem, dialogom in povezovanjem pripeljemo naprej, v prihodnost, v razvoj. To si mladi, naša generacija in vsi ostali zaslužimo. Dovolj je razklanosti, dovolj je negativizma, to moramo presekati in temu moramo narediti konec. Jaz verjamem, da 24. aprila boste in bodo volivci namesto izključevanja, razdvojenosti, negativizma izbrali ravno slednje: povezovanje, sodelovanje in dialog. In ravno samo na ta način bomo dosegli ta prepotrebni rezultat. Jaz se bom v svojem delu, ko bom izvoljen za poslanca, zavzemal za mlade, za šport, za gospodarstvo, za turizem in za razvoj. Absolutno, občina Brežice je občina, ki je obmejna, katera ima velik potencial in tekom svojega dela bomo občini Brežice tudi pripeljali projekte, katere si zasluži, katere mora kot občina tudi imeti. Zavzemal se bom, da si bomo postavili paviljon Expo Dubai replike za potrebe informacijsko-turističnega centra, za podjetniškega inkubatorja in s tem tudi dali občini prepotrebno atrakcijo, da bomo na ta način privabili še več turistov. Zavzemal se bom za to, da se bo občina Brežice razvijala na različnih nivojih skozi projekte državnih cest in tudi ostale infrastrukture. Zdaj, za konec bi jaz sam želel reči, da je čas za rock'n'roll Capla, ki bo poskrbel, da bo svojo energijo, svojo zagnanostjo in svojimi izkušnjami v gospodarstvu naredil družbo zopet enotno in pomagal pri celotnem povezovanju naše stranke. Hvala. Hvala gospe Ani Nuši Somrak in hvala gospodu Roku Caplu. Kot sem na začetku menila, sta danes dva kandidata odsotna, sta pa za vse vas pripravila video sporočilo. Najprej si bomo pogledali video sporočilo gospe Bože Herek, takoj zatem pa sledi gospod Janez Kukec. Cenjene volivke, spoštovani volivci. Država smo ljudje, domovina pa mora biti naša skupna skrb. Poslanec je vez med lokalnim okoljem in državno politiko. Ta vez mora biti močna. Ko bo poslanka, bo vez med Laškim, Radečami in vsemi okoliškimi kraji z Ljubljano močna in trdna. Gibanje Povežimo Slovenijo dela v dobro človeka, gospodarstva in kmetijstva ter narave. Vanje vključenih 5 različnih strank. Cilj vseh je skupen. Dograditi domovino, ki bo prijazna vsem. Tistim, ki živijo v mestu in onim na podeželju. Delo se mora splačati. Zdravje, ki ga že zdaj drago plačujemo, pa dostopno vsem enako. Šparanje mora biti nagrajeno. To je le nekaj tega, kar ponuja naš program. Izgradnja 3. razvojne osi tudi na našem območju se mora začeti čim prej, da preprečimo dolge kolone težkih tovornjakov, ko bosta zgrajena severni in južni del te trase. In da mladim omogočimo, da ostanejo v našem okolju. Do zdaj jih je že preveč moralo oditi,
saj smo zaradi slabih cestnih povezav odmaknjeni od drugih delov Slovenije. Prijaznejša prostorska zakonodaja pa mora biti način, da bo do svoje strehe nad glavo lahko prišel vsak, brez hujših birokratskih postopkov. Poplavna varnost ne sme biti še eden od načinov, da si iz Franciji filajo žepe, ampak ukrep, ki nas bo res zaščitil pred poplavami. V moji več kot 3,5 desetletja dolgi novinarski karieri nisem šparala jezika, ampak to ni bilo dovolj. Pred iztekom svoje aktivne dobe vendarle želim s svojim delom v parlamentu pripomoči, da bodo zakoni bolj prijazni ljudem in politika njim bližja. To bo fokus mojega dela v parlamentu. Povedati jasno, brez zadržka, z argumentom in premišljeno, kaj je prav. Zato potrebujem vaš glas. To bo dobra naložba, verjemite. Prijazno vabljeni na volitve. Zaupajte nam in izberite gibanje Povežimo Slovenijo. Srečno, Slovenija! Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej pozdravljam ministra za gospodarstvo in predsednika stranke Konkretno, gospoda Zdravka Počivalška, predsednika Državnega sveta in podpredsednika stranke Konkretno, gospoda Alojza Kovca, poslanca v Evropskem parlamentu, gospoda Franca Bogoviča in vse, ki spremljate današnjo novinarsko konferenco. Dovolite mi, da se na kratko predstavi kot kandidat za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije na listi Povežimo Slovenijo. Sem Janez Kukec iz Tržišča in se kot občinski svetnik, podžupan občine Sevnica, že tretji zaporedni mandat prizadeval za ambiciozne razvoj občine na vseh področjih družbenega življenja. Tudi kot nekdanji predsednik Krajevne skupnosti Tržišče znam prisluhniti potrebam krajanov in občanov. Z znanjem in izkušnjami pri delu v lokalnem okolju, z dobrim prepoznavanjem potreb ter z delovnostjo, vztrajnostjo in odgovornostjo želim interese domačih krajev in ljudi zastopati v Državnem zboru Republike Slovenije. Zato bom na državnozborskih volitvah 24. aprila 2022 kandidiral na listi Povežimo Slovenijo, ki trdno zastopa stališče sodelovanja in povezovanja. Z družino živim v Tržišču in sem oče 2 otrok in dedek 5 vnukom. Zaključil sem študij na Fakulteti za upravo v Ljubljani, zaposlen sem bil v državni upravi in sem bil tudi aktiven udeleženec osamosvojitvene vojne. V družbeno življenje sem se aktivno vključeval že v mlajših letih in sem še danes aktiven član različnih društev na področju kinologije, čebelarstva, lovstva, turizma, športa in drugih društev, ki še danes delujejo v lokalni skupnosti. Prav poznavanje lokalnih potreb, pridobljena znanja in izkušnje ter prepričanje, da lahko naše izzive svoje povezovalno in demokratično naravo dela odgovorno in plemenito prenaša na državno raven, sta me vodila k odločitvi za kandidaturo. Vodi me odgovornost do vseh, ki me pri tem podpirajo in me zaupajo in me spodbujajo. Moj cilj je delati vse tisto, kar je dobro za ljudi, gospodarstvo in naravo. Pri dosedanjem delu sem vedno spodbujal in krepil medgeneracijsko sodelovanje, ki ima pomembno vlogo pri uresničevanju družbenih ciljev mladih, zato želim velik poudarek namenjati tudi tem področju. Za doseganje vseh teh ciljev je potrebna strpnost v komunikaciji in skupno iskanje najbolj primernih rešitev, še posebej pri reševanju izzivov nacionalnega pomena. Verjamem, da prav z izkušnjami, pridobljenimi z delom v lokalnem okolju, lahko kakovostno in uspešno deluje v Državnem zboru. Slovenija je močna takrat, ko je gospodarsko uspešna. Življenje izven velikih mestnih središč mora postati privilegij. Povsod moramo ustvariti pogoje za razvoj na način, da spoštujemo načela trajnosti in dostojanstva človeka. Politika mora služiti vsem ljudem, vseh generacij in poklicev.
za podjetnike, za kmete, za mlade, za čisto okolje. Zahvaljujem se za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam. Tako. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej pozdrav. Hvala vsem za konkretno podporo našim posavskim kandidatom. Vsi skupaj lepo vabljeni na volitve v nedeljo 24. aprila, kandidatom pa srečno in na zmago.